urinarna inkontinenca. Kaj je to? Urinarna inkontinenca je uhajanje vode. Ne? Uhajanje vode je, to se pravi nenehno uhajanje vode, kadar vam voda uide pri določenih situacijah. Urinarna inkontinenca je lahko stresna, to se pravi, kadar vam voda uhaja pri naporu, recimo pri kašljanju, kihanju, dvigovanju bremen, hoji po stopnicah, ali je pa to prekomerno aktivni sečni mehur z nujo, z urgenco, da morate takoj na vodu in seveda, če ne pridete takoj do stranišča, vam voda uide. To je urgentna inkontinenca. To sta dve osnovne vrste inkontinenčnih težav, ki se vsaka zdravi na različen način. Obstaja pa še seveda tretja vrst inkontinence, ki je nekako združitev stresne in prekomerno aktivnega sečnega mehurja z urgenco, ki se imenuje mešana urinarna inkontinenca. Se pravi, vi imate žensko, ki ima težave in da jo voda uhaja pri naporu in da jo voda uhaja zaradi urgence, ker ne pride do stranišča. In seveda po noči vstajanja na vodu, frekvence tekom dneva in tako naprej. A veste, pride pacientka k meni pa mi reče, veste, gospod zdravnik, meni je tako hudo, ko grem v nek shopping center, jaz, ko pridem v shopping center, prvo, kar grem, iščem, kjer je stranišče. Ne? Zato, ker jo je strah, da jo voda ne uide. Ne? Jasno, da je takim pacientkam treba pomagati. Mi kot primarni ginekologi take pacientke pridejo k nama in seveda včasih niti ne povejo, ker jih je sram. Jih je treba tudi vprašati. Gospa, ali vam mogoče voda uhaja? In potem ona pove, ja, uhaja mi, kdaj vam uhaja? Takrat pa takrat, ko kašljam, ko kišem. Ali nosite vložke? Nosim vložke. Ali pa še ne nosim vložke, ampak seveda imam tiste dnevne vložke. Za vsak slučaj, če mi voda uide. Ne? Potem so pacientke, ki recimo se morajo po noči večkrat vstajati na vodu. Ne? In včasih niti ne pridejo do stranišča. Ne? To so sve težave, ki jih je potem treba testirati, da se točno vidi, zakaj gre in kakšna stopnja je te urinarne inkontinence. A je to ena blaga urinarna inkontinenca, a je to zmerna, a je to huda ali zelo huda. Ne? Mi danes imamo številne možnosti, da to raziščemo in da na podlagi validiranih vprašalnikov pacientke razvrstimo v eno izmed teh skupin in da potem na podlagi tega in mogoče nekih drugih preiskav, ki jih je potrebno narediti, določimo ustrezno terapijo. A kdo lahko zboli na ta bolezen? To lahko zboli vsaka pacientka, ponavadi zbolijo starejše, ženske, ko pridejo v menopavzo. Zakaj? Zato, ker se zmanjša, ni več hormonov, estrogena, ki v bistvu pomaga pri prekrvavljenosti teh organov, popusti vrat sečnega mehurja in seveda zaradi številnih porodov ali težkega fizičnega dela se poniža maternica. In ta ponižana maternica pritiska na sečni mehur in seveda začne voda uhajati. Voda uhaja tudi, kadar ni spremembe v statiki spolnih organov, kadar samo popusti vrat sečnega mehurja in sečnica postane nezadostna. Ona je ohlapna, ne tesni več in pri vsakem naporu voda uide. Ne? To je seveda ena zadeva, pol so pa seveda težave pri pacientkah, zlasti tiste, ki imajo prekomerno aktivni sečni mehur, včasih smo ga imenovali neurogeni mehur. To se pravi, kadar je neka težava z hrbtenico, operacija diskus hernije, ki ni najbolj uspela, pa je poškodovan kakšen živec. Pri takih pacientkah imamo prekomerno aktivni sečni mehur z urgentno inkontinenco. In seveda so tudi mlade pacientke, ženske po porodu, ki so imele hude porode, ne, ker je poškodovano medenično dno. Lahko zelo mlade urinarne oziroma inkontinenčne težave. Ja. A če primerjamo moški in ženski v Sloveniji, koliko ljudi približno zdaj trpi? To je dobro vprašanje. Seveda, kar se tiče pacientk, sigurno okrog 40 do 60% pacientk trpi za eno izmed vrst
urinarne inkontinence v starejših letih. Pri moških je to nekoliko manj. Pri moških pa imamo recimo urinarno inkontinenco po operaciji prostate. Ne? Kadar nekdo zboli ima težave s prostato, bodi si dobročudne ali maligne bolezni, so seveda problemi, da mu voda uhaja. Saj na začetku, neposredno po operaciji, pri nekaterih se ta zadeva uredi, pri drugih pa žal ne. Tako da moramo tudi tukaj biti, ne smemo pozabiti na moške. Ne? Približno 20% moških ima urinarne inkontinenčne težave. Obstajajo tudi inkontinenčne težave, da vam blato gre. Ne? To se pravi, tudi to obstaja. Ne? Jasno, to ni tako pogosto, kot je urinarna inkontinenca, ampak je tudi ona zastopljena in je tudi treba na ta način pomagati. Tako da jasno, da so številna stanja, ki pacientkam otežijo to zadevo in jo pripeljajo do tega, da težko kontrolira svoj urin. In jasno je vedno, preden se odločimo za kakršnokoli terapijo, je treba vzeti zelo izčrpno anamnezo, videti, kaj je pacientka, kje dela, kako dela, kolikokrat je rodila, ali je rodila na naravni način, ali je rodila s carskim rezom, ali je bil vakuum ekstrakcija, ali je bila kakšna poškodba pri samem porodu, ali je bil velik otrok. To so sve težave, ki odtehtajo probleme z urinarno inkontinenco. Tako da, kadar to naredimo, je potem pacientko treba pregledati, ne? In seveda narediti testiranje. Obstajajo razna testiranja, ki se izvajajo nekatera v bolnišnici, tudi urodinamske preiskave, za najbolj zapletene primere urinarne inkontinence, vendar pri tistih jasnih inkontinenčnih težav, za katere vemo, kam sodijo, imamo validirane vprašalnike, ki jih je izdelala Svetovno združenje za inkontinenco, ki so tudi prevedeni v slovenščino in jih lahko v ambulanti seveda pacientke same izpolnijo in potem z točkovanjem dobimo seveda oceno, za kakšno stopnjo inkontinence gre. Če sem prav razumela, glede tipov urinarne inkontinence obstajajo dva. Prvi, ko ženska ne more trpeti in išče, kot ste rekli prej, v trgovskem centru, in drugo, ko kihne ali kašlja. Točno, ja. In zadnje vprašanje glede tega, kako zdravimo posamezni tipi urinarne inkontinence, kot ste rekli, da prvo moramo narediti izčrpujočo anamnezo, da vse razumemo in potem že najdemo svojo varianto za zdravljenje. Tako. Poglejte, za zdravljenje stresne urinarne inkontinence imamo več stopenj zdravljenja. Začnemo najprej s tako imenovanim behaviorističnim zdravljenjem. To se pravi sprememba življenjskega sloga, shujšati, piti manj kave, alkohola, več gibanja in trening sečnega mehurja. To se pravi, da takrat, ko bi mogel iti na vodo, da ne greš takoj, ampak da poskušaš zadržati vodo. Ne? To so neke. Potem so vaje po keglu. To so vaje za krepitev mišic medeničnega dna, kjer z stiskanjem mišic medeničnega dna in spuščanjem treniramo te mišice, ki nam pomagajo, da nam voda ne uide. Seveda problem pri teh vajah je taj, da bi morali delati 100 do 200 krat na dan. To se pravi serije po 10 krat na dan, da bi lahko 100 naredil. To si malo katera ženska v današnjem turbo intenzivnem življenjskem slogu lahko privošči. Potem imamo funkcionalno elektrostimulacijo mišic medeničnega dna. To smo lahko včasih počeli z posebnimi sondami, s katerimi smo spuščali električno energijo na mišice medeničnega dna. Danes imamo
elektromagnetske fotelje, sedeže, kjer se pacientka usede in se od spodaj spušča elektromagnetska energija, ki v bistvu vpliva na mišice medeničnega dna. Druga je seveda opcija, oziroma če gremo še naprej, za blage, izmerne primere stresne urinarne inkontinence, brez spremembe v statiki medeničnega dna, to je, kadar nimamo ponižene maternice in nožnice, ampak samo popuščanje vrata sečnega mehurja in ohlapnele sečnice, potem je smiselno narediti oziroma predlagati terapijo z laserjem. Laser ima nalogo, da z svojimi žarki stimulira fibrozno tkivo, ki se nahaja med sečnico in nožnico. To fibrozno tkivo se imenuje kolagen, v njemu so krvne žile in živce in on seveda sčasoma popusti. Z laserskimi žarki mi ta kolagen stimuliramo, on se kontrahira in dvigne vrat sečnega mehurja in na ta način zatesni sečnico. In pacientka je potem suha. Kadar gre za težke in zelo težke primere stresne urinarne inkontinence, brez spremembe v statiki spolnih organov, potem predlagamo operacijo. Danes uporabljamo glavno tako imenovane sling tehnike, kjer pod vrat sečnega mehurja vstavimo en trakec. In ta trakec zatekujemo toliko časa, dokler pri polnem sečnem mehurju voda neha uhajati. Obstajajo še neke druge metode z mrežicami. Zdaj so nove metode, ki se imenujejo needleless, znači brez igle se v bistvu zadeva uredi. In seveda to so vse metode, ki se delajo v lokalni anesteziji. Kadar imamo spremembe v statiki spolnih organov, to se pravi ponižene maternice, mi smo včasih delali vaginalne operacije. Jaz osebno, meni so bile to krasne operacije. To se pravi, pacientka je imela poniženo maternico, ki je pritiskala na sečni mehur, ki se potem skozi sprednji nožnični obok v obliku ene žogice bočo van, to tem se reče cistokela, ali se je danka skozi zadnji nožnični obok bočila van. Mi smo skozi nožnico odstranili maternico in naredili plastiko za sečni mehur in če je bilo potrebno plastiko za danko, in na ta način smo rešili problem. Danes seveda obstajajo tudi druge metode, da se laparoskopski dvigne maternica in zašije na okolne strukture. Na ta način ni treba odstranjevati maternico in se še eventualno dodatno naredi sprednja oziroma zadnja plastika. Tako da številne operacije so, ki se danes delajo. Prej so se še delale neke druge operacije, ki so se danes več ali manj opustile, kako zadeva napreduje, tehnike napredujejo, gremo v čedalje manj invazivne operativne posege, kar je dobro za pacientko. To je možnosti za zdravljenje stresne urinarne inkontinence. Pri prekomerno aktivnem sečnem mehurju in urgentni inkontinenci je pa zadeva popolnoma drugačna. Tam operacija ne pride v poštev, ampak se zdravi z zdravili. Danes uporabljamo poglavito dve skupine zdravil. Ene so antimuskarinski zdravili, svaki sečni mehur ima svoje muskarinske receptorje in z blokado teh muskarinskih receptorjev desenzibiliziramo dejansko sečni mehur, ki postane neobčutljiv na seč, ki pride noter. Namreč z leti se kapaciteta sečnega mehurja zmanjša. In če smo mi prej zadržali 1 litru tekočine brez kakršnih koli težav, ko pridemo na določena leta, to več ne moremo in moramo pogosto hoditi na vodu. In seveda, čim malo seča pride v sečni mehur, nas žene, da moramo iti na vodo. To se pravi, to so neke stvari, ki jih moramo upoštevati. To se pravi, antimuskarinska terapija je v obliku tablet, ki se vzamejo zvečer in te tablete nam pomagajo, da hodimo manj pogosto na vodu, da hodimo manj po noči na vodu, da se zmanjša urgenca za uriniranje in samim tem tudi urgentna inkontinenca. Druga skupina zdravil, ki jih uporabljamo za zdravljenje prekomerno aktivnega sečnega mehurja, so beta-3 agonisti, kjer v bistvu tudi z posebnimi zdravili blokiramo
beta-3 receptorje na sečnem mehurju, ki tudi na isti način pomagajo, da se zmanjša v bistvu občutljivost sečnega mehurja na seč. Tisto, kar je pomembno povedati, je to, da vsa ta zdravila imajo svoje določene stranske učinke. Antimuskariniki ponavadi so suha usta pri pacientkah, zamegljen vid, pri beta-3 agonistih pa seveda pacientka mora imeti urejen krvni pritisk, če je na antihipertenzivni terapiji, pa pritisk ni urejen, se to lahko poslabša. Pacientka je lahko obstipirana, to se pravi zaprta, in to so neki stranski učinki, ki jih moramo vzeti. Pa še nekaj, kar je zelo pomembno, antimuskarinska terapija pri starejših pacientkah moramo biti zelo previdni, zato ker muskarinski receptorji niso samo na sečnem mehurju, oni so tudi v možganih. In če mi blokiramo muskarinske receptore na sečnem mehurju, jih bomo blokirali tudi v možganih, kar poslabša kognitivne funkcije in seveda lahko pripelje do demence. Tako da pri starejših pacientkah se ponavadi treba odločati bolj kot ne za beta-3 agoniste. Če pa že dajemo antimuskarinsko terapijo, moramo biti zelo previdni in kontrolirati. Seveda možna je tudi kombinacija ta dva zdravila pri recimo zelo hudih primerih prekomerno aktivnega sečnega mehurja in urgentne inkontinence. Tako da to so nekako, seveda obstajajo še druge variante pri zdravljenju prekomerno aktivnega sečnega mehurja. Jaz sem zdaj začel prvi delati eno zadevo, izpeljali smo študijo pilotsko, ki smo jo objavili, uporaba radiofrekvence pri zdravljenju prekomerno aktivnega sečnega mehurja, ki je pokazala dobre kratkoročne rezultate. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo mi po enem mesecu so pacientke bile zelo zadovoljne in smo dobili statistično značilno izboljšanje pri takih pacientkah. Vendar to ni dovolj. Mi smo morali narediti kontrolirano s placebo, to se pravi, ena skupina je dobivala električno energijo, druga ne. To je bila placebo randomizirana in kontrolirana prospektivna študija, kjer je poglaviti zadatek, imeli smo dve naloge. Primarna naloga, da potrdimo, ali to deluje ali ne deluje. In druga stvar, če deluje, na koliko časa moramo ponavljati radiofrekvenco. To se pravi, delali smo spremljanje te pacientke 3, 6 in 12 mesecev. In svakokrat smo jo pregledali, ona je izpolnila določen vprašalnik in na ta način smo v bistvu spremljali njeno stanje in videli, na koliko časa ta radiofrekvenca, ki smo jo naredili 4 do 6 krat, v bistvu pri njoj ohranja dobro kakovost življenja in da pacientka nima več takih težav, ki jih je imela prej. To je nekako ena opcija. Druga opcija je seveda pri izrazito hudih, da se aplicira v sečni mehur botulinus toksin. Botulinus toksin popolnoma preneha, ampak slaba lastnost, kar se pacientka mora sama kateterizirati. Tako da so še neke druge metode, ki so sicer izjemne, redke, ampak pravim, za vsakodnevno uporabo je to, kar sem vam povedal. Mogoče obstaja kako preprečevanje takih bolezni, recimo predvidevam, če mogoče sedimo cel dan, smo kar sproščeni in to mogoče za naše mišice slabo vpliva ali ne moremo več gibati. Ja, sigurno, da je telesna dejavnost absolutno dobrodošla. In jaz vsaki pacientki, ki pride k meni na poporodni pregled, če ne znajo, naučim, kako je treba izvajati vaje po keglu in rečem, gledajte, zdaj ste doma z otrokom 1 leto, delajte vaje po keglu. To je ena odlična preventiva in tudi kurativa pri takih začetnih blagih inkontinenčnih težav, ki nastanejo po porodu. Druga stvar je seveda, so pa tudi druge pacientke, ne samo tiste, ki cel dan sedijo pa imajo ohlapne mišice, ampak imamo tudi drugi primer, da imamo pacientke, ki težko fizično delajo, ki dvigujejo
kmetice, ki delajo na polju, ki nosijo težka bremena, s časoma pride do ponižanja maternice in nožnice in začne voda uhajati. Pri takih pacientkah seveda tudi operativni poseg se pri takih pacientkah planira ravno v zimskem času. Da ima čas. Da ima čas, da se porihta. Ker če ti to operiraš v sred sezone, nisi nič naredil, ker bo ona mogla iti na polje. Takole nekje koncem v drugi polovici novembra se opravi operacija in ona do marca ima dovolj časa, da okreva, da nič težko ne dela, da se svi ti na novo narejeni anatomski odnosi formirajo in da pacientka na ta način se izboljšanju vrne nazaj. Jasno, da mi pacientki, ki ima stresno urinarno inkontinenco in ki vemo, zakaj jo je dobila, zaradi tega, ker je delala težko fizično delo, bi trebalo to prenehati. Mi imamo tudi pacientke, ki so stare, ajmo reči, 55, 56 let in bi mogli iti na operacijo. In potem delajo v nekem podjetju, kjer morajo dvigovati kar naprej, ali so kuharice, tudi morajo dvigovati. In seveda potem mi predlagamo, da počakajo, da grejo v pokoj in jih šele takrat operiramo. To se pravi, pri vsaki taki zadevi, kjer imate problem, morate razmišljati z glavo, ne samo reči, to je za operacijo, gremo operirati. Ne, treba je videti, kaj bo ta operacija pacientki prinesla in če bo prinesla, kaj se bo zgodilo po operaciji. Zdaj, če ti narediš operacijo in pacientka po operaciji nadaljuje istim delom, ki jo je pripeljalo do tega, da je šla na operacijo, potem nismo veliko naredili, potem so seveda recidivi in poslabšanja spet. Ja. Dobro. Če recimo ženske so zdaj pogledali videoposnetek in bi želeli vsaj se naročiti na pregled ali kako, s česa se lahko začnejo? Pokličejo pa povedo, da imajo tako težavo ali na kak način? Ja, mi imamo tudi našo spletno stran, ki je seveda prosto dostopna in vsaka pacientka lahko na tej spletni strani vidi, kaj mi počnemo. In marsikatera seveda se odloči, da potem pokliče. Mi imamo seveda, jaz imam koncesijsko dejavnost, to se pravi, da izvajamo kompletno našo dejavnost, ajmo reči 80% naše dejavnosti izvajamo na koncesijo, kar pomeni z pogodbo za zavarovalnico in pacientom ni treba nič plačati. Za take posebne zadeve, kot je laser, radiofrekvenca, zdravljenje z lastno plazmo ali pa kakšni estetski ginekološki posegi, pa seveda se je treba dogovoriti. In jasno, da je treba narediti najprej pregled in videti, kaj pacientka želi in kaj pacientka pričakuje. Naša naloga je, da je odkrito povemo, ali je ona za tako zadevo ali ne. Meni so prihajale pacientke z željo, da jim opravim laser, pa sem jih odklonil. Zato, ker sem ugotovil, da laser pri njih ne bo naredil to, kar bi si one želele. In sem jim predlagal operativni poseg. In seveda, kateri operativni poseg, potem sem seveda rekel, gledajte, jaz vam lahko predlagam nekaj, ampak vi se boste dogovorili z operaterjem. Potem sem seveda se z operaterjem, za katerega sem menil, da obvlada to zadevo odlično, sem pacientko poslal in se pacientka dogovorila z njim za operativni poseg. A veste, triaža pacientk za posamezno zadevo je ključnega pomena za kakršnikoli izid zdravljenja. Pričakovati, da boš z laserjem uredil pacientku, ki ima spremembo v statiki spolnih organov in hudo stresno urinarno inkontinenco, je utopija. Tu ne bo rezultata. In samo je potem slabo in za tebe kot zdravnika oziroma terapeuta in za pacientko, ki se je odločila za ta poseg. To se pravi, treba biti zelo racionalen, odkrit, pošten in povedati tako, kaj si pacientka želi in kaj pacientka pričakuje.